Dobrodošla v Evini lepotilnici. Danes bomo govorili o tem, kako odstraniti ogrce. Oziroma, jaz mislim, da odstraniti skoraj nikoli ne moramo čisto v celoti, lahko pa z redno nego poskrbimo, da so ta manj vidna. Najboljš pri tem receptu, ki ga bom delila čez par sekund s tabo, je to, da imaš skoraj zagotovo vse te sestavine doma, tako da ne boš rabila čisto nič nabavljati. Če te torej zanima, kako ogrce odstranjujem jaz, potem glej video naprej. Prva stvar, ki boš rabila, je zobna pasta. Jaz uporabljam tole od Aquafresha, drugače pa lahko uporabljaš praktično katerokoli, samo da ne vsebuje kakšnega mentola, če ne te znajo ful peči oči. Potem druga stvar je vsestranska soda bikarbona. Soda je itak ful znana, da pomaga pri 1001 stvari in tudi danes jo bomo uporabljali mi. Tretja stvar je zobna ščetka. Zdaj fajn je, da je nova, da ne uporabljaš glih te za umivati zobe, torej neka čista zobna ščetka. Jaz uporabljam kar tole otroško, ker mi je všeč, ker ima majčkeno manjšo tole glavico. Četrta stvar je voda in peta stvar neka posodica in žlička, kjer boš to namešala. Zdaj, prvo stvar bomo vzela sodo. Zdaj, koliko maske bomo naredili, odvisno tudi od tega, kje se bomo vse pojavljajo ogrci. Torej bomo vzela takole eno žličko sode približno. In stresem to v posodico. Potem dodam pasto, približno tako za lešnik, lahko majčkeno več. In zdaj že sledi voda. Vode ne sme biti preveč, takole. Evo, približno, pokažem. In vse to zdaj skupaj zmešamo in rato bo kot nekakšen lepilo. Evo tako, mislim, da je tale maska pripravljena in lotimo se dela. Preden bomo nanesli samo masko, si lahko skuhaš tudi kamilični ali pa metin čaj in nekih 5 minut vdihavaš to toploto, tako boš odlično odprla tvoje pore. Lahko pa preprosto na tvoj nos, brado, čelo položiš neko toplo vatko, jo pustiš nekih 5 minut in boš dosegla isti učinek. In torej zdaj, ko smo naše pore tudi odprle, zobno ščetko potopiš v tole masko. In zdaj lahko pričnemo z izvajanjem. Neke 2 minute približno drgneš po teh kritičnih območjih, deli nežne krožne gibe, ampak res ne biti pregroba, če ne boš lahko imela takšne rdeče izpuščaje, kar pa ni fajn, torej bod nežna, krožni gibi in torej izvajaš jih po vseh teh kritičnih predelih. Na koncu, ko z masko končaš, ne pozabiti vsega skupaj tudi sprati, torej s toplo vodo ali pa z brisačko. Upam, da ti je bil tale video všeč in v pomoč. Zdaj, preden pa se od tebe poslovim, imam še eno presenečenje za tebe in sicer v sodelovanju z Niko Jesenko bom zdaj podelila ta dva čudovita rokovnika za leto 2017. Tudi sama tale rokovnik uporabljam, podarila mi ga je njena sestra Neja Jesenko, tako da hvala še enkrat. Je ful luškan, všeč mi je, ker ima veliko prostora za tedenske zapiske oziroma za opise, kaj moraš ta teden storiti. Potem takole na koncu vsakega tedna ima še posebej tabelo, kaj moram narediti, zapiski, rojstni dnevi. Potem posebej tabelo za vse te stroške, darila, za načrtovati kakšna potovanja. In kar mi je še najbolj všeč je, da ima polno enih teh kvotov oziroma pozitivnih misli, med drugim tudi mojega najljubšega, ga lahko preberem. Če ga bom našla. It always seems impossible until it's done. Vedno je videti stvar nemogoče, dokler ni narejena in s tem se več kot strinjam. Tako da, ker sem zagledala tale moj quote, sem rekla, to je to. Sanjski rokovnik. Kar moraš narediti, da bi ga osvojila, je, da lajkaš Facebook stran Nika Jesenko Photography in mojo Facebook stran Evina lepotilnica. Kot pa sem že rekla, bom žrebala že čez 3 ali 4 dni, ker res želim, da ga začneš čim prej uporabljati, podelila pa bom torej 2. Hvala, ker si ogledala moj video, upam, da ti je bil všeč, da naslednjič pa uživi, imej se lepo in čau!